Lepo pozdravljeni, danes je med nami družina Mlinar, 4 otroci so tukaj, 2 sta še zunaj, ta majčkani spi, ta veliki ga pazi. In začnimo v imenu Božjem s križem, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Naj bo v tem času nad nami Sveti Duh, naj nam da svojega duha. Pridi, Sveti Duh, pridi, Sveti Duh, pridi, prebivaj meni, Sveti Duh. Pridi, Sveti Duh, pridi, Sveti Duh, pridi, prebivaj meni, Sveti Duh. Pošlji svojega duha in prerojeni bomo. In prenovi boš obličje zemlje. Molimo. Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav in vselej radi sprejemali njegove spodbude po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Še prosimo odpuščanja za vse, kar smo slabega storili, dobrega opustili, da bo srce prazno in pripravljeno za Božjo besedo. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil, žal mi je, ki si moj najboljši Oče, oče, trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. Danes bomo poslušali zgodbo o 10 gobovcih, naslov pa je Hvaležni gobovec, čeprav jih je bilo 10, samo hvaležni. Dobro poslušajmo, zakaj. Jezus je s svojimi učenci potoval v Jeruzalem. Pred neko vasjo je zagledal gručo mož. Učenci so se hitro obrnili v stran. Vedeli so, kaj je narobe z njimi. Imeli so kožno bolezen, gobovost, pred katero so vsi trepetali. Judovski zakon je določal, da morajo žrtve te bolezni živeti daleč od doma in katerega koli kraja, dokler duhovnik ne bi potrdil, da je bolnik ozdravil. Brž, ko so možje zagledali Jezusa, so zavpili: Jezus, učenik, usmili se nas! Učenci so ostali zadaj, Jezus pa se jim je približal brez strahu in gnusa zaradi njihove bolezni. Pojdite, pokažite se duhovniku, jim je rekel. Ko vas bo pregledal, bo potrdil, da ste ozdravljeni. 10 gobavih mož se je ob Jezusovih besedah vznemirilo. Odpravili so se na pot in se ves čas začudeno ogledovali. Brazgotinasta koža na udih in obrazu je postala čista, zdrava. Vriskali so od veselja in tekli. Prej, ko bodo prišli do duhovnika, prej se bodo smeli vrniti domov k svojim družinam. Eden od njih pa je obstal in se zamislil. Jezus je uslišal njegovo molitev in navdal ga je občutek hvaležnosti. Obrnil se je in se vrnil, od koder je prišel. Vrgel se je k Jezusovim nogam. Hvala ti, učenik, je hvaležno rekel. Jezus ga je pogledal, nato se je ozrl naokrog. Ozdravil sem 10 gobavih mož, je rekel. Kje pa je onih 9? Ali si se samo ti vrnil, da bi se zahvalil? In to ti, ki si Samarijan, brez prednosti, ki jih imajo Judje. Nato mu je ljubeznivo pomagal na noge in rekel: Pojdi zdaj, tvoja vera vame te je ozdravila. Ja, zdaj pa še poslušajmo, kako je evangelist Luka zapisal ta dogodek. Iz Evangelija po Luku. Na poti v Jeruzalem je šel skozi Samarijo in Galilejo. Ko je prispel neko vas, mu je prišlo naproti 10 gobavih mož. Oddaleč so se ustavili in so povzdignili glas ter rekli: Jezus, učenik, usmili se nas. Ko jih je zagledal, jim je rekel: Pojdite in se pokažite duhovnikom. In med potjo so bili očiščeni. Ko je eden izmed njih
videl, da je bil zdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval. In ta je bil Samarijan. Jezus pa je odgovoril in rekel: Mar ni bilo 10 očiščenih, kje pa je onih 9? Ali se ni našel noben drug, da bi se vrnil in počastil Boga, razen tega tujca? In rekel mu je: Vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odmevi. Na poti. Tvoja vera te je rešila. In vriska z močnim glasom. Stani in pojdi. Učenik. Odlično. A si mogoče kdo zapomnil, kam je Jezus s svojimi učenci potoval? Odkot in kam? V Jeruzalem. Odkot pa so šli? Iz Galileje. Iz Galileje, odlično. Le, če se kaj spomnite od veruka, zemljepis, Galileja je na severu, vmes je Samarija, na jugu je pa Judeja, z Jeruzalemom. Ne? Glavno mesto je bilo Jeruzalem, pokrajina Judeja. In takole ob strani pa teče reka Jordan. In pravi, da so šli v Jeruzalem skozi Samarijo in Galilejo. A ni to čudno? Oni so šli iz Galileje v Samarijo. Prav Samarijo v Galilejo. Če je bilo na meji med Samarijo in Galilejo, Samarijani so šteli za neverne, da niso prav verovali, ne? Tako so pač tako se razlagali, da niso pravoverni. Galilejci so bili mečkan bolj pravoverni, Judje ne bi bili pa čist ta pravi, ne? Pravoverni. In če so hodili med tem, pravi, da je skos na meji, a bom prav veroval Boga, a ne bom prav veroval Boga. Ne? To že nekaj taga pomeni. In potem pravi, da je prišel enokovas in nasproti je prišlo koliko mož? 10. Kaj je še v Svetem pismu 10? Za Božji zapovedi. Odlično. In kaj pa je 10 pomeni? Vse, kar potrebujem, da pridem v nebesa. Če se bom tega držal, pridem v nebesa. Pravi, če je bilo 10 teh gobovih mož, lej, oni so vse imeli, da prišli v nebesa. To pomeni, da jih je ravno 10. Vprašanje, koliko jih je bilo po našem štetju, a ne, v resnici je bilo 10 ali kakorkoli. Ampak lahko bi vsi prišli v nebesa. Gobovi pa pomeni kaj? Da so imeli Bolani. Hudo bolezen. Ljudje so pa razmišljali, tako Izraelci so pa razmišljali, da je gobovest kazen za greh. In v njihovih očeh so bili grešniki. Niso bili oni v resnici grešniki. Ampak ker niso vedeli, odkot ta bolezen pride, so smislili, gotovo so hudo grešili oni ali pa kdo od njihovih prednikov ali pa že kdo je grešil, da jih je taka huda kazen doletela, ker niso imeli zdravila za to bolezen. In zato so bili ti reveži čist ločeni. Niso mogli živeti skupaj s svojo družino. Recimo, da bi ti imel znake gobovosti, bi te odpeljali stran in ne bi nikoli več videl mamice, oče, bratcev, sestrc. Groza, si predstavljaš. Ali pa oči. In gobo ga odpeljajo stran, pa mora mamica sama skrbeti za njih. In gobovci so bili odvisni od tega, če kdo prinesel jim tam na rob, na daleč hrano, da so dobili za jesti. Nihče ni prišel v bližino. In ko so sami hodili, so mogli imeti skozi palco zaviti, pa zvonče gor, pa hoditi, pa tudi pred sabo nečist, da so se ljudje ognili, ker niso vedeli, kako se bolezen prenaša. Ne? To je bila zelo, zelo strašna bolezen. In takih 10 strašno bolnih je prišlo in ker so slišali, da je to Jezus, ki ozdravlja, pravi, le oddaleč so se ustavili in povzdignili glas. Kdaj kričim, ko govorim? Kdaj povzdignem glas? Kdaj mami povzdigne glas vaša? Ja, ker smo pridni. Ja, ker hoče, da me bodo slišali, ne? Tako. In kdaj ti povzdigneš glas? Ko sem jezen. Ko si jezen ali pa ko tudi hočeš, da te slišijo, ne? 5krat rečeš, mami, lačen sem, pa te nasliš, mami, lačen sem, pa se rečeš, mami, lačen sem, prosim, če dobim za jesti, ne? Povzdignem glas, ko hočem, da me drugi sliši. In ti so hoteli, da jih Jezus sliši. A se kdo zapomnil, kaj so se drli? Jezus učenik, usmili se me. Ti si dober. Jezus učenik, usmili se nas, kam si bilo veliko, ne? En pa usmili se me. Jezus učenik, usmili se nas. In so to kričali, da bi jih Jezus slišal, ne? In Jezus jih je zagledal. Je slišal? Njih je zagledal. Itak, Jezus je bil Bog. A mislite, da ni vedel za njih? Je vedel, ne? Ampak Jezus hoče, da ga pokličemo, da ga prosimo, ne? In so ga. In rekel, pojdite, njih v zdravu. Jezus bi lahko položil roke, pa rekel, bodi zdrav, lahko bi rekel, Bog naj te bo zdravi, ali karkoli, ne? Ampak je rekel, pojdite in se pokažite duhovnikom.
Zakaj pa so se mogli pokazati duhovnikom? Ja, ker so duhovniki lahko rekli, da so zdravi. Kako pa ti to veš? Ja, pa slišal sem. Čestitam, ja, bravo, ne? Vsake od gobovosti, če je slučajno ozdravel, se je mogel iti pokazati duhovnikom in je dobil potrdilo, so ga pregledali natančno, ne, kot zdravnik, so videli, da je res zdrav in dobil potrdilo, da je zdrav, da se je lahko vrnil med ljudi. Ne? In Jezus je rekel, pokažite duhovnikom in dajte dar, ker je bil upričevanje, ne, dar je bilo treba zmeraj zraven dati. In oni so šli in že med potjo en druga gledajo. Smo zdravi, ne? Kar med potjo so bili ozdravljeni. In ko so videli, da so ozdravljeni, kaj je bilo logično, kam so hiteli? Ja, K duhovnikom. tekli so k duhovniku. In duhovnikov kam pa poj? Domov. Domov. Če niso toliko časa videli svoje družine. Če ti ne bi videl 1 leto mamice pa očija, kam bi te prvi tekel? Ja, k mami. Ja, pa bi se daril mami, oči, ne, da bi ja čim prej lahko objel, pa jaz sem zdrav, pa da bi vse povedal. Ne? In 9 je to naredil, kar je čisto normalno. 10, ki pa ni bil Galilejc, ne, ali kaj je že, glavno veren, ampak je bil Samarijan, rekel neveren človek, tujec, ne, on je pa ta prvi šel nazaj. Zakaj ravno on šel takoj nazaj k Jezusu, padel preden ga pa se zahvalil? Ker je začutil to, Hvaležnost. tukaj je bil hvaležen, da Tako. je šel nazaj. Tako. In zakaj ravno on? On že tako nič ni imel. In tisti, ko nič nima, je veliko bolj hvaležen, ko nekaj dobi. Tistem, ko vse imamo, je čisto logičen, da mi še nekdo nekaj da. A ni tako? Če imaš toliko domače naloge, ti je kar logično, da ti učiteljica še eno da. Naloge namarate, a ne? Ja. Če imaš itak vsak dan kosilo, je logično, da ti bo še dan znala mami kosilo, pa večerjo, ne? Če je vsak dan sladica po kosilu, je itak logično, da je. In če jo ni, rečeš, kje pa je sladica? Je tako, ne? In Samarijan je bil eno tistih, ki nimajo. In je bil zato toliko bolj hvaležen. Ne? Ni mu vere, ni mu tega. Je zato bil hvaležen in prišel nazaj. In logično bi bilo spet za moje pojme, ko je prišel, da se je zahvalil, kaj bi mogel Jezus reči? Ti si pa res faca, pa pridem, da si se prišel zahvaliti. A ne bilo to logično? Ja. Namest tega je pa kaj rekel? Kje je še v njih 9? Kje pa v njih 9, ne? A ni Jezus čuden? Zdaj ne upate reči, da je Jezus čuden. Zdaj se jo predstavljaj, ne? Da mami pa oči naročite, da morate sobe pospraviti in potem vi trije pa še une dva, ki ste dol, ne pospravite sobe, ti jo pospravaš in prideš, oči sem pospravil sobo. In oči nam je zdaj pa rekel, ti si pa res pridem, da sobo pospravil. Pa reče, zakaj pa oni mulci niso pospravili? Jaz si s tem tega pohvalil. Ja. Ja. Spodbudil. Ga je spodbudil, ja. S tem, kar je rekel, kje so pa ostali. Ja. Saj ste bili vsi na istem. Tako ja, ste vsi na istem. Ampak vseeno, ne, je nam mehen to čudno, mi rečemo, je treba tega pohvaliti, ne. Ampak Jezus je povedal, jaz ne rabim zahvale. Jaz ne rabim pospravljene sobe, bi rekel oči. Ne. To rabiš ti in to rabite vi. Ne. A rabi oči pospravljeno sobo? In rabi mami? Ona dva svojo že pospravita, ne? Ja. Imata svojo spalnico? Ja. Ja, ona dva pospravita jo vi. Ona dva, logično, ne? Vače pa pospravite vi, a ne? In Jezus je s tem povedal, lej, vi rabite zahvalo. Zakaj mi rabimo zahvalo? Zase. Že pa zakaj? Kaj imam od tega, da se zahvaljujem? Ja, Bogu to nič ne dodam, nam pa pomaga, da se približamo Bogu. Čestitam, zelo dobro se približamo Bogu. Kaj imam še od tega, ko se zahvaljujem? On je vesel, pa tudi ti si vesel. Tako, zakaj sem vesela? Če se zahvalim, zakaj sem vesela? Zato, ker sem verjetno kaj dobil. Ja, že. Ja, tako sem dobil. Se zavedam, da sem dobil. Ko se zahvaljujem, se zavedam, da sem obdarjen. A ne? In boj sem zadovoljen, pa vesel. Če se pa nikoli ne zahvalim, vsi imajo, samo jaz ne. Pa ni fajn, a ne? Ko se pa načrtno, zavestno, zato se vsak večer, preden grem spat, zahvalim za vse konkretne stvari, ki mi jih je Bog tisti dan podaril. Vse, kar sem tisti dan dobil. Pa rečem, jaz sem pa res faca, koliko imam. Bog je pa res dober, kaj vse mi je dal. Moji starši so pa res dobri, kaj vse so mi dali. Ne? In jaz sem srečna, ker se znam zahvaliti. Je tako? Ja. Je tako. Da se bomo tudi mi Jezusu zahvalili. Dajmo, hvala Jezus. Pa zraven razmišljajte, zakaj vse smo hvaležni. Hvala Jezus, hvala Jezus, hvala Jezus.
še zahvalimo se za konkretne stvari, ki nam jih je danes ali pa pred kratkim Bog podaril. Gospod, hvala za ta vikend, za te mlade, ki so tako lepo sodelovali, da se je videlo, da res Sveti Duh deluje. Gospod, hvala ti. Gospod, hvala ti za zdravje. Gospod, hvala ti. Gospod, hvala ti, ker smo tako obdarjeni. Gospod, hvala ti. Gospod, hvala, da smo lahko tukaj. Gospod, hvala ti. Gospod, hvala ti, da sem se pozdravila. Gospod, hvala ti. Gospod, hvala ti za ženo in za zdrave otroke. Gospod, hvala ti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Še angelom varuhom se priporočimo, da bomo vedno nosili hvaležnost v svojem srcu. Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Gospod nas blagoslovi, nas varuj vsega hudega in nas privedi v večno življenje. Amen.